Ja, nič bomo kar počasi začeli. Mene zelo veseli, da se je zbrala taka množica, ki jo zanimam, jo čas in nočne more in kako jih preživeti. Jaz sem tukaj samo zato, da vas zelo lepo pozdravim na začetku v imenu Društva za teoretsko psihoanalizo, ki je pač izdajatelj te publikacije, te knjige. Z mano sta avtor Peter Klepec in Gregor Podlogar, ki bo vodil pogovor z avtorjem. Mislim, da bo tudi on ga na hitro predstavil. Gregor Podlogar pa je tudi filozof, skratka, eden naših, tudi pesnik, če se ne motim, in urednik na radiju in tako naprej, skratka, verjetno ga tudi sicer dobro poznate. Tako da še enkrat lepa hvala, ker ste prišli in prepuščam besedo avtorju in Gregorju. Ja, jaz bi se vam tudi zahvalil za kar množičen obisk. Hvala Alenka Zupančič, je bila urednica zbirke Analekta. Zdaj, osnovna ideja je, da govorimo 1 uro in jaz bi začel z enim osebnim priznanjem ali pa z neko osebno noto. Moja osnovna ideja je bila, da naredimo en šov in na začetku tega šova seveda bi moral slediti nekaj, čemer bi bilo podobno Nočni mori. In ko sem se pogovarjala z Alešem Pogačnikom, nam je seveda prišel na misel en koncert skupine Laibach v Šiški, ne vem, je bilo tam 83 ali ne vem kaj, kjer je ogromno tega pasjega laježa. In seveda jaz sem se dal že v to delo, obstaja plošča skupine Pink Floyd Animals iz leta 77, kjer je gor komad Dogs, in sem že poskušal malo nekako zmiksati, pa da bi malo to naredil. Pa sem pa razmišljal, da bi v bistvu naredili tako scenografijo, močan zvok, ki bi na vas pritisnil, tema, naenkrat bi začeli vsi drhteti in tako naprej. Pa sem se rekel, čakaj, saj, a ni osnovna poanta knjige ravno v tem, da nočna mora sili k prebujenju? Kaj bi se zgodilo, če bi tako sceno naredil na začetku? Ja, vsi bi šli ven iz dvorane, normalno, ne. Skratka, normalna reakcija bi bila, da bi vsi pobegnili. In tukaj pravzaprav se mi zdi ena taka iztočnica, malo bolj osebna mogoče. Ko sem bil še jaz mlad, smo recimo radi hodili na koncerte, kjer so igrali zelo drugačno glasbo, no, skratka, od Einstürzen do Neubauten do ne vem, se sploh ne spomnim vseh teh bendov, ki so bili, to so bili časi punka. In ko sem služil vojsko v tedanji JNA, je moj dober prijatelj imel idejo, kako mi nazaj oprati možganje tako, da sem v enem hitrem obdobju, ko sem bil takrat na dopustu, šel gledati Krst pod Triglavom, šel sem v študentsko naselje, v študentski menzi so igrali The Swans in potem se spomnim, da mi še en teden vse skupaj zvenelo po glavi. Mislim, skratka, tisto zvočno nasilje se mi je res zarezalo v telo na nek način. In tukaj se mi zdi, da pravzaprav poleg vseh velikih prelomov, ki so se zgodili v tem kratkem času, se mi zdi, da na nek način vsaj v osnovi priča tudi o eni spremembi duha časa. Ne. Če je takrat pravzaprav šlo za poigravanje z avantgardo, za hojo po robu, ker je konec koncev modernizem vedno bil, so danes časi, ko pravzaprav, če bi nam poleg vsega, kar že imamo v navadnem življenju, dodali še en tak eksperiment, ne, bi nam bilo hitro preveč. In to že pravzaprav priča o tem, kako na nek način res živimo včasih nočne more. Ne. Tisto drugo, kar mi je pa kapnilo, ko sem pravzaprav razmišljal, zakaj ta eksperiment ne bi bil tako posrečen, je bilo pa to, no, da se mi včasih zdi, zdaj ko hodim kje po kakšnih supermarketih ali pa ne vem, kjer ujamem kakšno glasbo, se mi zdi, kot da bi se zataknil v času. Jaz ne vem, če ima še kdo tak občutek, ampak enostavno nenehno ali pa zelo velikokrat se ponavljajo komadi iz 80-ih, kot da bi bil igral v filmu, ne vem, če poznate, v knjigi ga obravnavam, Sviščev dan, Groundhog Day, ne, skratka, kot da bi se en in isti dan neskončno ponavljal. Zdaj, razlogi za to, da imamo pač tak revival, so različni, prav gotovo so ekonomske narave, verjetno so cenejše pravice za pek, če se ga pač prevaja in tako naprej. Tista generacija, ki je takrat bila mlada, je zdaj na oblasti, rada to posluša in tako naprej.
Razlika je pa tudi v tem, da je takrat gibanje punka bilo usmerjeno zoper avtoriteto. Današnje avtoritete, današnji voditelji, ki jih sami imenujemo utrgani gospodari v tej knjigi, so pa pravzaprav ala Trump, tisti, ki poskušajo uporabiti to isto taktiko, ki jo je pač imel punk, skratka, nastopati kot outsider, podreti avtoriteto in tako naprej. In smo zato tudi se znašli v teh časih nočne more. Skratka, ko se avtoriteta pretvarja, da je hkrati upornik in ko hkrati ruši sama sebe. In zato smo zdaj tukaj, kjer smo. To je moja ta osebna začetna nota. Grega, izvoli. Ja, hvala, Peter. Zdaj mogoče, ki si ravno predstavil, kakšna naj bi bila scenografija. Zanimivo je pa to, da se je pa zgodilo neko naključje, časi nočne more so temni časi, midva so oblečena v temna oblačila. Tako da recimo, da saj s tem nekako pokaževa, da so res časi temni. Ne, veš kaj, to je moja običajna uniforma. Jaz imam kao veke pa črno majico povsod, kjer sem v službi. Tako, to je, namesto da bi imel kravato, imam jaz pač to. Sej, lahko imam tudi kravato. Za začetek bi morda vsem predstavil mojega današnjega gosta. Morda ga vsi ne poznate, vem, da velika večina ga, pa vendar. Peter Klepec je doktoriral iz sodobne filozofije in je že skoraj 30 let zaposlen na Filozofskem inštitutu znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Glavna področja njegovega raziskovanja so sodobna francoska filozofija, nemška klasična filozofija, Lacanova psihoanaliza in kritika ideologije. O tem je objavil številne članke doma in v tujini. Pri nas pa je objavil sledeče knjige: Vznik subjekta leta 2004, Dobičkonosne strasti, kapitalizem in perverzija 1 leta 2008, Matrice podrejanja, kapitalizem in perverzija 2 leta 2019 in letos Časi nočne more, to je knjiga, katero predstavljava danes. Peter, predlagam, da se v pogovoru, glede na to, da sva kolega in se že vrsto let poznava, tikava in da kar začneva s tem pogovorom. Zdaj, za začetek tega pogovora ne izpostavim, kar zapišeš pravzaprav na koncu knjige Časi nočne more. Namreč, da ta knjiga ne predstavlja ne analize historičnosti in ne izčrpne analize našega časa ali sodobnosti, temveč v ospredje postavlja razumevanje tega, kar naj bi se nam dogajalo danes. Kako pravzaprav sploh pridemo do tega razumevanja? Ja, se strinjam, da bi lahko bil bolj direkten. No. Mislim, knjiga, pravzaprav, jaz sem sicer filozof, trudil sem se pisati knjigo na en tak bolj poljuden način. Sama tematika knjige je pa pravzaprav, lahko rečemo, kritika ideologije, s tem se veliko ukvarja. Nočna mora ali pa ta občutek, da smo nekje zastali, da smo zgubljeni, da smo disorientirani, ima pravzaprav opravka s tem, čemu se reče ideologija. Ampak problem je, da je beseda sama ideologija je zelo obtežena. Skozi zgodovino je bila najprej seveda v marksizmu napačna zavest, potem pa so se nekako te stvari zapletle. Dokler seveda Slavoj Žižek ni v svojih delih, in to ni dela, kjer ne bi tega naredil, pokazal, kako ideologija ni samo neka zavest, ampak še kako prepredena z nekim čist vsakdanjimi stvarmi, ki se nam zdijo najbolj samoumevne. Ker ideologija se začne tam, kjer nam je nekaj samoumevno. Se pravi, osnovna gesta ideologije je, da je nekaj samoumevnega in nobena ideologija ne reče, jaz sem ideologija, ampak vedno nastopi kot nekaj neutralnega. In jaz sem v tej knjigi nastopal pravzaprav ne iz neke drže, zakaj se nam to dogaja, ampak preprosto, zakaj se to dogaja. Pravzaprav sem izhajal samega sebe. V časih korone se mi je porodila ideja, da pravzaprav živimo v nekih takih časih, ki spominjajo na nočno moro. In potem sem si rekel, v redu, če rečeš, vse skupaj je postala že prava nočna mora, kaj pravzaprav s tem narediš? Kaj je zadej? Kaj vse to za sabo prinese? Skratka, kako in kaj je to? In v knjigi nekje rečem, da je pravzaprav nočna mora
to ni beseda, to ni pojem, to je pravzaprav neke vrste scenarij, neke vrste zgodbe, s katero si pojasnjujemo to, kar se nam dogaja. Ne? In nočna mora je v tem smislu je nekaj, kar omogoča, kar je, kar bi rekel Jameson, kognitivno mapiranje, kar so vse teorije zarote, in onemogoča zato, ker dobesedno na pladnju predstavlja neke enostavne rešitve, kaj ne bi se v tem naredilo. Zdaj, vsaka nočna mora seveda je nekaj neznosnega, zato pobegnemo, se pravi prebojenje. Vsaka nočna mora, tako kot je na tej idealni sliki, kateri se še vrneva, pravzaprav v vsaki nočni mori so neki hudobci, imamo torej personificirano zlo. In nočna mora v pomenu, kot zdaj mi rečemo sami sebi, da smo se znašali v nočni mori, predpostavlja neko razumevanje zgodovine, ki se ga niti ne zavedamo dobro. Se pravi, predpostavlja, čist najbolj enostavno rečeno, razumevanje normalnosti kot samoumevne. Se pravi, ko smo se znajdeli v COVID časih, smo rekli, ok, kdaj pridemo nazaj v normalo. Ne? In nočna mora v tem smislu, da se doživljamo, kot da se nam samo slabo dogaja nenehno, pomeni, da si želimo vrniti v normalnost. Ta normalnost se nam di ne samo samoumevna, ampak nekaj dobrega. In mene zanima pravzaprav, kaj to sabo prinese. K temu se še vrnem. No, omenil si čase. Danes se veliko piše in govori o prelomnih časih in nekje na začetku knjige zapišeš, da danes zares živimo v prelomnih časih. O tem sva sicer že govorila ob neki drugi priložnosti, pa vendar, zakaj naj bi bil ta naš čas prelomen čas? Ali niso v bistvu vsi časi na nek način prelomni? Drži, vsi časi se razumejo kot posebni. Ne? Skratka, nihče si ne bo rekel, mi živimo dolgočasno življenje ali pa mi zgodovinskega vidika. Ne? Skratka, vsakdo, prvi paradoks je v tem, da se ima vsakdo, in to je neka strukturna logika zadaj, da se ima vsakdo v zgodovini za najvišjo točko v zgodovini. Ne? Tudi če gre za nazadovanje. Ampak to vprašanje, zakaj so naši časi prelomni, če smo prej govorili o ideologiji, ne, če smo bili prej na področju idej, idealizma, če že hočeš, ne, moramo mogoče zdaj pristopiti materialistično. Ne. Dajmo pogledati, kaj se dogaja v proizvodnji, kot se temu reče, ne, kaj se dogaja v bazi, kakšen sistem imamo, ali je to kapitalizem ali je kaj drugega. Ne. Dajmo se vprašati, koliko časa bomo še lahko živeli to življenje, ko ga zdaj živimo. Skratka, mi živimo pravzaprav skozi izkoriščenje fosilnih goriv, ne, za katere se že dolgo leta govori, da se bojo počasi izčrpali, ampak enkrat se pa res bojo. Skratka, živimo v času, ko bo treba, ko se mora človeštvo znajti neko novo energijo. Če smo zdaj pravzaprav motor na notranje izgorevanje, če so ga po večjih etapah skozi 19. stoletje sperfekcionalizirali, da je prišlo do 4-valjnega motorja, 150 let nazaj. In če danes vsi vozimo avto, potem je vprašanje, če bo čez 100 let še nekaj istega. Skratka, zdaj je čas, ko se v bistvu lomijo kopja tudi na tem področju. In ko je prišlo do napada na Ukrajino, takrat je bilo veliko teh izjav. Takratni premier, kancler Nemške je rekel, da živimo v Zeitwende, skratka, da živimo v obdobju, ko se čas menja. Sergej Lavrov je ravno tako rekel, da se nek mednarodni red menja. In zdaj, če dobro pogledamo, pravzaprav z vidika mednarodnega prava, živimo v časih, ko se je nek sistem, ki je bil po drugi svetovni vojni, enostavno ruši. Sistem, ki je bil po drugi svetovni vojni temeljil na varstvu človekovih pravic, je temeljil na močnih mednarodnih inštitucijah in danes pravzaprav te mednarodne inštitucije delujejo, ampak so paralizirane. Paralizirane so pa zato, ker je v interesu vseh tistih, ki imajo pač pravico veta v varnostnem svetu, in to so vse vodilne sile, da je tako. Skratka, ni samo Rusija tista, ki bi to ustrezala, ali pa morda Kitajska, ampak je tudi Amerika, kot vidimo, v Gazi. Skratka, en red se ruši in prihaja v ospredje neke nove, ne bom jih rekel vrednote, ampak čista brutalna moč, brutalna sila. Skratka, vse temelji na tem.
In zato v nekem smislu res živimo v prelomnih časih. Dal bi se še v kakšne druge področja, kjer se vidijo ti prelomi. Mi vsi imamo pred seboj digitalno revolucijo, ukvarjamo se recimo z umetno inteligenco, kam nas bo vse to pripeljalo, kar je vse res, ampak na drugi strani so pa še druge dolgoročnejše stvari, ki se zdaj na nek način rušijo. Anna Applebaum je recimo, tega nisem mogel v knjigi omeniti, ki je kasneje šla, je napisala knjigo Authority Incorporation, kjer knjigo prične z dealom, ki ga naredila Nemčija, Zahodna Nemška republika, za Sovjetsko zvezo, leta 1967, skratka, ko je bil Willy Brandt kancler. Kaj so takrat naredili za en deal? Zmenili so se za vse te plinovode, skratka. In če pogledamo z vidika tega, na vse te konflikte, pa na Sirijo, pa na Gazo, pa na Ukrajino, pa Severni tok in tako naprej, vidimo, da se neka naveza, ki je bila mišljena kot dolgoročnejša, Brandt je razmišljal o tem, da bo pač posel tisti, ki bo preprečil novo možno svetovno vojno. Skratka, če bomo mi z Rusi sodelovali, je rekel, potem pač ne bomo v vojni. No, zgodilo se je natanko nasprotno, ampak to je zdaj vprašanje za daljšo debato. Ja, ob tem mogoče še to vprašanje, ko nekako poskušamo opisati današnji čas, se večkrat uporablja pojme, kot so multikriza, neofeudalizem, dezorientirani čas in drugi. Ali so ti pojmi pomembni, da nekako razumemo današnji čas, da pridemo v njegovo bistvo? Po moje v bistvu z vsakim pojmom skušaš zagrabiti stvari. Nemški izraz je begreifen, skratka zgrabiti, pojmiti, zajeti. In na nek način so pojmi kot neke vrste diagnoza. Skratka, s tem, ko podaš neko pojmovno opredelitev problema, ga opredeliš, kaj sploh je problem, in s tem tudi poveš, kaj ne bi bila rešitev. In to pa tudi v knjigi na nek način se lotevam, čeprav bi bil lahko majčkeno bolj direkten, ampak zdi se mi, da to množenje teh izrazov, raznih kapitalizmov, pa kapitalizem nadzora, pa finančni kapitalizem, kazino kapitalizem, in mislim, da jih je za eno celo stran vseh teh nazivov, ker veliko teh študij, poleg tega, da se to našo dobo opredeljuje kot age of absurdity, skratka dobo absurdnosti, dobo jeze, dobo, ne manjka vseh teh pridevnikov. Ampak tisto, kar opazimo pri vsem tem množenju, je neka nemoč. Skratka, več ko jih je, manj na nek način zagrabijo. Manj na nek način poskušajo zares zadeti žebu, skratka. In zato sem se tudi v prvem delu, v uvodu zlasti ukvarjal s pojmi, kot so kriza, tranzicija oziroma prehod in pa konec. S temi pojmi na nek način posredno poveš, zakaj v zgodovini gre. To je, na nek način bi morali reči, da gre za filozofijo zgodovine. Filozofija zgodovine je pa hkrati tudi tista, ki ti pove, kdaj bo tega konca oziroma kam sploh gremo. In odtod ta nočna mora. Skratka, ker ni jasno, a je konec tako blizu. O paradoksih konca je pisala v svoji knjigi Alenka Zupančič, to sem se tudi oprl na to. In ker ni jasno, kam sploh gremo. Če se samo vrnem nazaj, skratka, mednarodna pravna ureditev temelji na nečem, kar je bilo sklenjeno v 17. stoletju, Vestfalski mir, ki je sledil 30-letni vojni. In Vestfalski mir je na nek način v ospredje postavil vrednoto suverenosti. Se pravi, suverenost pa diplomacijo, če tako pogledamo. Če se spomnite, kaj je bila finančna kriza leta 2008, je bil takrat eno izmed šaljivih vprašanj, kdo je danes sploh še suveren. Suveren je tisti, ki lahko odpiše dolgove na nek način. In v zbirki Intelekta smo objavili tudi super knjigo Kapital in resentiment, kjer nemški filozof, tamle je zadaj, kjer nemški filozof Josef Vogel tudi lepo pokaže, 3/4 knjige v bistvu sledi razvoju tega, kar se dogaja na ekonomskem področju. Skratka, imamo denar, ki je nekoč bil pod centralno banko, sedaj so pa vse tendence, vsi trendi v tem, da bi pravzaprav bil čim manj nekaj, kar bi se dal nadzirati. Kriptovalute in razni ti poskusi. Skratka,
Fogel pokaže, kako v finančnem kapitalizmu in tako naprej imamo cel kup nekih finančnih mehanizmov, ki ne morejo drugega povzročiti, kot je resentiment. Resentiment je pa kaj? Je občutek jeze, razočaranja, zamere. Skratka, na nek način vodi vse skupaj v populizem. To je tudi ena izmed teh tez, ki jih Fogel predstavlja. Skratka, lahko rečemo, neoliberalizem in finančni kapitalizem nujno pripeljeta do vzpona populizmov in resentimenta. Skratka, ampak to je neko gibanje, ki traja nekaj časa. Žal nismo v tisti situaciji, v kateri je bil Michel Foucault, ki je recimo v eni svoji knjigi rekel, vse se začne 27. aprila leta 1656 s kraljevim ediktom, ko kralj ustanovi Hôpital Général, skratka, ko se ustanovi velika splošna bolnica in kamor vse te, ki so malo sumljivi, pa leni, pa norci, pa zaprejo. Tega danes nimamo. Nimamo tega velikega dogodka na neki ravni, na drugi ravni imamo nenehne te dogodke. Ne vem, če se spomniš razprav, ki so bile ob 11. septembru, ki se je zgodil 25 let nazaj. Takrat recimo je Alain Badiou, ki ga jaz sicer zelo cenim, ampak takrat je recimo rekel, to zame ni dogodek. Dogodek je vedno nekaj pozitivnega. Ne more biti nekaj negativnega, nekaj, kar opredeljuje neko dobo. Ampak žal je tako. Tisto, kar se je zgodilo tam, je potem pripeljalo do ne vem kolikih vojen v Iraku, Afganistanu in tako naprej in tako naprej. Vojne proti terorizmu in kot da živimo nenehno to kolo zgodovine se nenehno, ko smo že malo pridemo na neko zeleno vejo, recimo, pa pride finančna kriza 2008. Ko že malo zlezemo iz tega, pa migrantska kriza. Ko že pridemo ven, pa pride COVID. Ko smo COVID že nekako predelali, pride vojna v Ukrajini. Ko si rečemo, ok, kaj se pa še lahko zgodi? Ja, pride Gaza. In zdaj si rečemo, kaj se pa še lahko zgodi. Skratka, in tukaj je že na delu neko pričakovanje slabega. Iz slabega gremo na slabše. Ena izmed osnovnih definicij tesnobe, kot jo poda Freud, pa je, da je na delu neko pričakovanje. Pričakovanje, da se lahko nekaj hudega, slabega, nelagodnega, sramotnega zgodi. In mi v bistvu živimo v neki dobi ne samo tesnobe, ampak neke tesnobe na drugo potenco. Skratka, in to je na nek način nočna mora. Predlagam, da se nekako posvetiva sliki, ki je za najnima hrbtoma. To je Fiozeljeva Nočna mora. Ta iz leta 1846, Bulk. Aha, tista prej je bila. Tista ta prva je bila. Zdaj nisem videl, da se je ta zamenjala. Je pa isti motiv, skratka. Je pa isti motiv, v tem pišeš v drugem poglavju svoje knjige. Gre za eno precej znamenito sliko tega švicarskega slikarja. Pravzaprav je bila precej prelomna, malo manj je širše poznana ta slika, pa vendar. Kaj je pravzaprav ta alegorija? Bi lahko videli to sliko zdaj? Bomo prosili tehnično osebi, če sam vrnejo na prvo sliko. Se bo prišel nazaj, pa bo vrnil. V glavnem, gre za sliko, ki je nastala leta 1781 in je bila precej šokantna, ker je, to je pa danska slika iz leta 1801, še malo je treba obrniti. To je kipec, to je druga kopija, to je druga varianta, ker Füssli je naredil 3 slike. No, saj pridemo. Evo, ta je. Skratka, slika je bila zelo šokantna za tedanje opazovalce in Füssli je bil sicer švicarskega rodu, ampak potem je šel nekaj časa v Italiji, pa potem je šel v Anglijo, ampak sej to ni toliko pomembno. Pomembno je, da je slika in jaz v eni izmed različic tega uvoda sem se tudi detaljno s tem ukvarjal. Ta letnica 1781 za filozofe je seveda prelomna, ker takrat izide ena najbolj prelomnih knjig ever, Kantova kritika čistega uma, in obstajajo seveda usporednice tudi s tem. Kant konec koncev v svoji tretji kritiki obravnava tematiko, ki bi lahko rekel, da je na nek način prisotna v tej Füsslijevi sliki sublimno, ampak nima veze.
ta slika je na nek način prišla v pravem trenutku, zaradi tega, ker v bistvu je prehitela svoj čas za enih pol stoletja, recimo, ne? In napovedala neke teme, ki jih je kasneje Goya zelo eksploatiral in tako naprej. In ko rečete Nightmare, ne, je prva asociacija je pač ta slika. Slika, kjer se mi zdi Fisliju zelo lepo uspe pokazati dvoumnost tega, zakaj pravzaprav gre. Zdaj, mi bi lahko zdaj v tej sliki, jaz bi lahko govoril ne 2 uri, ampak, ali pa 1, no. Ampak zdaj obstaja več elementov, na katere treba biti pozoren. Prvi element je to čudno bitje, ki je tamle gor, morači prav, da je goblin, ampak ok, inkubus. To bitje ni človek, ni opica, je skratka neke vrste mitološko pošastno bitje. In tisto, kar je zadej, kar je bilo pa naknadno dodano na sliko, je pa pač kobilja glava s tistimi žarečimi očmi in tako naprej. Jaz mislim, da je Fisliju zelo lepo uspela ta provokacija, ko je pač klasicizem na nek način temelji na klasični literaturi, na Svetem pismu, na prilikah, na tem, da se ponazori neko moralna poanta, da se ponazori neko herojsko dejanje ali pa nekaj takega. On je na nek način odprl vrata domišljiji. In tisto, kar vsi vemo, kadar nas je bilo česa strah, je to, da ne smemo biti prepuščeni preveč domišljiji, ne? Ker ko si prepuščen sam sebi in ko se odprejo ta vrata, pridejo vse živo na plan, ne? In to mu je zelo lepo uspelo s tem temačnim ozadjem slike, s tem, kar vse ta slika nakazuje. Ne vemo, ali gre za prave nočne more, sprav za sanje. Obstajajo teorije v 18. stoletju, da v tem spalnem položaju ne moreš drugače kot sanjati samo nočno moro, na to nakazuje to telo žensko in tako naprej. Ampak pustimo, skratka, slika ima elemente seksualnosti in tako naprej. Zdaj, ena anekdota, no. Fisli je za seboj zapustil tudi čisto pornografske slike, ki jih njegova tedanja žena po njegovi smrti ni uspela vseh uničiti, ampak so res pornografske slike, kjer je narisano vse. In tukaj se vidi, da pravzaprav sam ni čisto dobro dojel, kaj mu je s to sliko uspelo. Ker ta slika mu zagotovi na nek način nesmrtnost, je res ponavljanja, veliko kopije, kot ste videli, tudi kasneje je bila uporabljena v političnih satirah, stripih, vsem živem. Tu obstajajo variante z glavami tedanjih znanih politikov, ne vem, Janeza Janše, ko ima glavo gor, pa tako naprej, ne, tedanji politiki. Skratka, hočem reči, tisto, česar se ni zavedal, je, da je ravno s to premišljeno kompozicijo slike pustil vrata za domišljijo, skratka, za tisto, kar na nek način vsaka nočna mora prinese s seboj, ne. Zdaj predlagam, da tudi na podlagi te slike greva točno čez to, kako pravzaprav predstava nočne more izgleda oziroma kakšne so te njene značilnosti. Zdaj, eno od teh je recimo groza. Nekje zapišeš, da imamo danes občutek, kot da se nahajamo v slabem filmu. Pred nami se pojavlja neka nedomača in tuja realnost. Groza, pojavi se celo znameniti pojem das Unheimliche. Je to ta realnost nočne more, ki jo doživljamo? Ja, Freud je napisal en genijalen tekst, kratek, das Unheimliche, grozljivo, kjer je poskušal uporabiti, njegova prva poanta je to, da je v bistvu nekaj, kar nastopa kot domače, znano, nastopa hkrati kot neznano, tuje. Skratka, in takrat nastopi ta občutek, ne. Ta spis je genijalen, je pa tudi rahlo Freud mal nametal vse te žive ideje, ideja dvojnika je noter, ne, skratka, če nastopiš kot dvojnik ali pa če nastopi dvojnik, smo takoj, dobimo ta občutek grozljivega in tako naprej, ne. Jaz najprej sem poskušal, v svoji prvi varianti sem poskušal se tukaj opreti na ta das Unheimliche. Pri nas je Mladen Dolar že v 90-ih napisal eno super študijo, kjer je pokazal, kako je v bistvu lakanovski objekt malja, tista rdeča nit, ki pravzaprav gre skozi ta Freudov spis, ne.
In kasneje v 90-ih so se študije v Das Unheimliche zelo razbohotle, zlasti v Angliji. Tle obstaja ena študija Niklasa Royla, ki je, mislim, praktično vse postane Unheimliche, vse postane nek način grozljivo. Ne. In vprašanje je, ali pri tem, kar doživljamo, ne doživljamo še česa več, ali je samo Das Unheimliche ali pa grozljivo dovolj za pojasnitev tega, kar se nam dogaja. Ne? Ali je ta groza v bistvu res, če smo zvesti Freudovemu tekstu, skratka, ali gre samo za ta zamik neke realnosti, ki postane dvojnica tiste realnosti, ki jo imamo. Ne? Ampak mislim, da je osnovna ideja, zakaj vzeti nočno moro za izhodišče, je pravzaprav zato, ker gre za predstavo. Jaz moram priznati, da v prvi varianti sem pravzaprav pisal knjigo, ki je imela naslov Vzdušje nočne more. Se pravi, ta predstava je tista, ki odločilno deluje za to, da je neka družbena klima, atmosfera, pojmi variirajo. V bistvu sploh ni pojma vzdušja na nek način. Ne? V filozofiji sicer imamo razne hinte, sem in tja. Heidegger je recimo imel izraz Stimmung. V nekaterih svojih delih Bit in čas je raziskoval to, potem je raziskoval v nekih svojih predavanjih. Ampak če smo zelo pozorni, kaj je za Heideggera v bistvu model tega vzdušja, so to tri stvari, ki nujno pripeljejo do filozofije. Zelo preprosto. Skratka, tesnoba, čudenje je pač tisto na začetku same filozofije, in dolgčas. Dolgčas kot nekaj, kar nujno pripelje do enega delovanja ali pa reflektiranja in tako naprej. In kasneje sem pač raje to opustil. Zdaj, če že govorimo o predstavi, moram povedati, da v bistvu to, kar jaz imenujem predstava, je v psihoanalizi fantazma. Fantazma je pa vedno nek scenarij, je nek mali filmček, ki ga ima vsak od nas, ker je fantazma tista, ki pravzaprav na nek način osmišlja našo željo. In ko govorim o tem, da je nočna mora pravzaprav predstava, je treba imeti vse to pred seboj. Skratka. Še ena razsežnost, ki se je še nisva čisto dotaknila, pa se tudi nekako dotika predstave nočne more, ti to imenuješ najhujšost. Nočna mora je predstava, da se v svetu dogaja nekaj najhujšega. Hkrati pa se vse posod pojavlja občutek konca. Zakaj se to najhujše pojavi prav v nočni mori? Ja. Rekel bi tako, že v uvodu na nek način sem poskušal skozi te pojme tranzicija, konec in tako pokazati na neke paradokse. Ker konc je v bistvu ena hecna kategorija. Konec je v bistvu kategorija, ki ti lahko za nekaj sam za nazaj rečeš, da je nekaj bilo res konc. Lahko pričakuješ konc, ampak konca ni in tako naprej in tako naprej. Zdaj, ko se znajdemo v tem slabem vzdušju ali pa tej slabi atmosferi, si rečemo, to je pa res nekaj najhujšega, kar se nam lahko zgodi. In izraz nočna mora se je začel v splošnem jeziku uporabljati zlasti za neko situacijo, ki ne more biti hujša za nekoga. Skratka, in nočna mora je nekaj, kar je zelo personificirano, kar je nekaj singularnega, kar se lahko zgodi Gregorjeva nočna mora. Recimo, da se prebudi tako kot Gregor Samsa ali pa kaj takega. Skratka, to je situacija, ki se ne moreš zamisliti, da bi se lahko še kaj hujšega zgodila. Ali pa zdaj celo govorijo o tem, da je nekdo postal nočna mora, recimo v športu. Nekdo pokriva enega igralca in on je njegova nočna mora. Skratka, worst nightmare. Skratka, to je povezano s tem, da že nočna mora kot taka, kot te sanje, kar tudi izvorno so, silijo v prebujenje, ker so tako neznosne. In ko rečemo, da je nekaj najhujše, je tukaj na delu en paradoks. To je možno reči samo za nazaj. Ker v bistvu to je pa bilo najhujše do zdaj. Ampak potem se pa spet še nekaj hujšega zgodi, pa spet. Skratka, to je neka ta ponavljanje, zajetost v to hudo. In v nočno moro na nek način smo ujeti, to je pa ključna stvar. Skratka, tudi pri tesnobi so se veliko ukvarjali s tem, odkot ta tesnoba, pa so šli recimo na etimologijo besede, angustija, pa
ko te nekaj stiska pri vratu in tako naprej. In en izmed ključnih, po moje potez nočne more je v tem, da smo ujeti. Ne? In sam omenjam izraz, ki je pač postal nedavno bolj po neki žalostni epizodi pač bolj znan, I can't breathe, ne morem dihati. Ne? Skratka, kot George Floyd reče, ne morem dihati, ne? In mi sami se na nek način, res smo vsi George Floyd, skratka se čutimo, kot da ne moremo dihati. In tukaj zadaj je seveda več razsežnosti tega, ne gre samo za to, da nam manjka kisika, gre tudi za to, da nam manjka recimo temu prostora, kamor bi lahko pobegnali, ker smo pač ujeti. Ne? Manjka nam možnosti, znajdemo se v neki situaciji, kjer kisika manjka, ne? Skratka, kjer smo ujeti, ne? Ujeti v neki situaciji, kamor ne moremo več. Ne? In skupaj s to ujetostjo gre tudi občutek nemoči. Ne? Nemoč pa se mi zdi, da je tudi ena izmed gonilnih sil sodobnega novega populizma in še česa drugega. Ne? Ko gledamo iz dneva v dan, zdaj že 2 leti, ne? Te podobe iz Gaze, recimo. Ne? Najprej tisto prvo Hamasovo, tisto ne morem reči drugega kot bedasto, neumno pobijanje civilistov in zajemanje kot talcev, ne? In potem reakcijo izraelske vojske in vsega tega, kar se dogaja. Vsak dan imamo to nekje, v nekih medijih to vidimo, ne moremo drugače, da ne občutimo globoke nemoči ob tem, kar se dogaja. Ne? Je neka nemoč, ki ne obeta nič dobrega. Ne? Ko se v bistvu nekaj časa izpostavlja nekaj takih situacij, se mi zdi, da je neka logična reakcija je, da se poskušaš za nazaj na nek način maščevati, ker si bil izpostavljen takšnemu položaju. Ne? In zdi se mi, no, da pravzaprav ta beg ki nastopi z novimi populizmi, ne, je pač tudi beg, ki ga treba razumeti na ozadju tega obojega. Skratka, nočemo biti več ujeti v neke druge situacije, ki niso nujno pač povezane ne z Gazo, ne s čim drugim, ampak tako, čeprav se mi zdi, da ta nemoč na nek način išče neko drugo reakcijo, močne figure, če že hočeš. Ne? Skratka, neke brutalne like, kar ti novi gospodari, ki jih sami imenujemo trgani gospodari, definitivno so. Še ena razsežnost, zelo nenavadno, predstava Nočne more je povezana tudi z neskončnostjo, oziroma kot sam imenuješ, nekončnostjo. Ja, konca ni. Konca enostavno ne pride, slabo se ponavlja, ko že misliš, da si ven, se spet ponovi in tako naprej. Skratka, ni konca. To je povezano s to ujetostjo. S to ujetostjo, ja. Je pač tako se nam zdi. Zdaj, nočna mora nastane po podobnih mehanizmih kot sanje. Kakšna pa je pravzaprav povezava med sanjami in nočno moro? Kako pride do tega stika? Ja, moram reči, da v bistvu tukaj obstaja ožji pa širši pomen besede. Ne? Skratka, mi smo do zdaj govorili o širšem pomenu besede, nočna mora kot Albtraum, kot se reče v nemščini, pa nastopi tudi v sanjah. Zdaj, za samega Freuda je na delu ena težava. Ne? Zato, ker Freud izhaja iz tega, da so sanje izpolnitev želje in sanje so na nek način varuh spanja, spanca. Kaj narediti z nočno moro? Kako interpretirati to, kar Freud nenehno imenuje tesnobne sanje? Odkot to pride? Ne? In Freud skozi različne teoretske pristope, zlasti skozi drugo topiko, poskuša to razdelati, poskuša pač, da skratim, skratka, če predstavi 3 osnovne instance, jaz, Nadja, sin, ono, potem gre v nekih takih tesnobnih sanjah za to, da ena instanca maltretira drugo in pri tem na nek način uživa. Skratka, obstaja nek dobiček, ne? Obstaja notranji psihični konflikt, kjer ena instanca pač muči drugo, če lahko tako temu rečem. No in zanimivo je, da pravzaprav za Freuda nočna mora kot taka nikjer ne nastopi kot predmet analize. Ne? Sem pa tja jo malo meni, ni pa nekega spisa, ki bi se temu posvetil. In tudi med drugimi psihoanalitiki je tako, razen
ene knjige in to je knjiga Ernesta Jonesa, ki je nastala iz Jonesovega teksta iz leta 1910, se razvila v knjigo leta 1930 in ta knjiga je bila potem natisnjena leta 1951. Ne. Če gremo gledati Jonesovo knjigo, naletimo na en zanimiv paradoks. Jones poskuša je en izmed prvih Freudovih učencev, poskuša samo pokazati osnovni catch psihoanalize, če lahko tako rečem. Ne. In nočno moro zvede na mehanizem potlačitve in pokaže, kako na delu je tudi neka seksualnost. In ta slika, ki se je zdaj že parkrat obrnila, je za Jonesa pravzaprav model nočne more kot take in Jones razlaga, ne vem, pregon čarovnic v srednjem veku oziroma v začetku moderne, razne druge pojave skozi z eno in isto, z enim in istim obrazcem. Skratka, imamo neko željo, ki je v svoji osnovi nezavedna in ki je seksualne narave. To potlačimo, v nočni mori, kot teh sanjah, pa ta potlačena resnica pride na dan. Ne. To je osnovni obrazac. Je bil pa Jacques Lacan v svojem seminarju o tesnobi, praktično na eni strani poda celo teorijo, kako bi se to dalo razumeti, in Lacan to naveže na problem razmerja do sočloveka oziroma do drugega, ne? Skratka do užitka drugega. In zdi se mi, da nočna mora, če že imamo tako v spredju, pravzaprav lepo priča o tem, kako je drugi kot tak, drugi kot bližnjik na nek način problem. Problem, ko nas ogroža v tej ali drugačni obliki. Ne? O tem je recimo Žižek velikokrat pisal z različnih kotov, recimo problem motečega užitka drugega, kad delci nas motijo, moti nas nekdo, in tako naprej. Miller, Lacanov Zet in nadaljevalec nauka recimo razdelal koncept kraja užitka. Skratka, ljudje kot bitja želje smo tudi bitja govorice, stopamo v govorico in s tem, ko stopimo v govorico, takoj izgubimo nekaj, kar se imenuje užitek. Ne? Skratka, govorica gre skupaj z izgubo užitka. Nekaj se zgodi strukturno. Sodobni rasizmi, pravi Miller, pa temeljijo na tem, da nekaj, kar bi se tako ali tako zgodilo, kar spada k temu, da smo pravzaprav ljudje, ne, da govorimo, dodajo neko osebno noto in pripišejo to krajo užitka, ki je strukturna, drugemu. Ne. Drugi vam krade užitek. Bodi si tako, da dela premalo, bodi si tako, da dela preveč. Ne. Skratka, tukaj imamo ta moment. Zdaj, bližava se že pravzaprav koncu tega pogovora. Še dve zadevi bi rad izpostavil. Že na začetku si pravzaprav, ko sva začela ta pogovor, omenil, da pravzaprav časi nočne more nastajajo zaradi konkretnih ljudi. Ti jih v knjigi imenuješ utrgani gospodarji. Te v bistvu s pomočjo nekih novih populizmov posegajo v naša življenja in so sploh vse prisotni. Pa vendar, to se mi zdi pa ključno, kar izpostaviš, da problem niso pravzaprav utrgani gospodarji, ampak sistem. Ali lahko kaj več o tem poveš? Mogoče bi nadaljeval tam, kjer sem končal. Kraja užitka pride do izraza zlasti v novih populizmih. Ne? Novi populizmi temeljijo na tem, da to izgubo užitka, ki bi se tako ali tako zgodila strukturno, naprtijo drugim. Zdaj, če sem čist natančen, potem bi rekel, da že v logiki nočne more kot take so torej nastavki za to, da lahko novi populizem deluje tako, kot deluje. Ne? Da lahko potem pride nekdo, ki mu jaz rečem utrgani gospodar, in reče, Eureka, prebudite se, evo jih, tukaj so krivci za to, kar se zgodi. Zdaj, jaz uporabljam izraz utrgani gospodari, mogoče treba 2-3 besede o tem, zakaj govorim o utrganih gospodarjih in ne o čem drugem in kako so ti povezani s sistemom.
Jaz izhajam iz tega, da pravzaprav v zadnjih časih, zlasti z vzponom novih populizmov, imamo opravka z novim tipom političnega voditelja, ki deluje in nastopa drugače od voditeljev, kot so nastopali poprej. Poprej to pomeni 30 let, 20 let, tudi 15 let nazaj. Ne? Z raznimi spremembami smo se navadili na to, da nekdo, ki ga imamo za nacionalnega političnega voditelja, se začne predstavljati kot človek, en izmed nas. Ne? Skratka, spomnite se tega, ko je recimo ta intima ali pa zanimanje za te voditelje postalo tako bolj v spredju. Že totalitarni voditelji so bili tako eni izmed nas, ne, se pravi. Totalitarni voditelj ima vedno rad otroke, božje otroke, spomnite se teh prizorov. Potem zlasti socialistični voditelji so se vedno predstavljali kot eni izmed nas, ker je bilo jasno, nezdružljivo z osnovno ideologijo sistema, da obstaja, kot bi rekel Orwell, enaki pa malo manj enaki, ali kako že reči. No. Ampak zlasti, ne vem, od 90-ih naprej, ne, prihaja v spredje ta zanimanje za intimne podrobnosti, pa se spomnimo na Clintona in tako naprej. Kaj to kaže? To kaže na to, da mora nekdo, ki sebe predstavlja za voditelja, še kako paziti na to, kako ga družba dojema, kakšen imidž ima, če že hočete, ne, kako nastopa. Zelo mora biti pozoren na razne malenkosti, graditi svoj status na tem. Ta nov tip voditeljev pa ravno tako gradi na svojem imidžu, še huje, gradi na svojem brendu, ampak ena izmed ključnih potez tega brenda je, da oni prvič niso del sistema, so outsideri, in drugič, da jih tudi briga ne. In tukaj, mislim, da sem v knjigi šel malo bolj v podrobnosti, ne, tukaj nastopajo na neke vrste kot eni punkeri, ne, nastopijo tako, kaj mi pa morate, kaj pa hočete, ne, skratka, v tem smislu. In zato so ti voditelji nastopajo tako drugače, ne, sebe predstavljajo kot drugačne, pa tudi so drugačni, kot so bili poprej politiki oziroma kot so običajni politiki. Če je nekega politika prej zanimalo javno mnenje, ne, je zdaj itak javno mnenje fake. Ne. Se pravi, ta novi voditelj je tako trdno zaverovan vase, da zgleda dobesedno, kot da je mal čez les. Ne. Da enostavno ni, da je res utrgan, da zgleda ne samo kot nekdo, ki je prišel kot outsider sem, ampak kot nekdo, ki ga tudi briga, ne, ki deluje na drugačnih parametrih, če tako rečemo. Ne. In so kot neke vrste troli internetni, skratka, nenehno provocirajo, nenehno zahteva reakcijo, nenehno polarizirajo, so polarizirajoče figure. Ne. Ampak vsem tem pa v bistvu obstaja neka dud, s katerim nastopajo. In to je seveda poleg brenda, ne, recimo, večina teh voditeljev, ajde, da bom malo bolj konkreten, no. Jasno, konkretno sem meril na Trumpa, ampak tukaj je še cel kup drugih voditeljev, ki nastopajo podobno, no, mislim, Vučić v Srbiji recimo je en tak primer, Orban, ne, potem Putin, skratka, Ši je že malo svoj model, no, je že majčkeno drugač, čeprav bi se dal iz njegove osebne zgodovine marsikaj drugega še speljati, ne. Ampak recimo, če vzamemo Trumpa. Trump je v medijih od vsega začetka, že 45 let je nenehno javna figura. Nenehno gradi svoj brand, nenehno gradi imidž uspešnega, ne vem, real estate, ne vem kva že, ne, skratka, nepremičninarja, ne. Kar je seveda domljivo, ker je pač imel že 3 ali koliko bankrotov in tako naprej in tako naprej. Skratka, ta novi voditelj nastopa drugače od prejšnjih voditeljev, nastopa kot vase zaverovan in nastopa kot ena močna figura. En izmed interpretov ali dva govorite o teh voditeljih kot strongman, kar lahko v angleščini tudi pomeni voditelji, trdorokci, skratka, ki vladajo s trdo roko. In
tako kot s fašizmom je tako, da ti voditelji pač niso padali z neba. Noben gospodar ne postane gospodar zato, ker reče, veste kaj, jaz sem gospodar, mene morate imeti za gospodarja. En izmed osnovnih poant Lacana je, da gospodar za gospodarja naredijo drugi. Ne, tukaj je pač Lacan Hegelov učenec, izhaja iz dialektike gospodarja in hlapca, iz fenomenologije duha. Ampak bazični uvid je pač v tem, ne, gospodarja za gospodarja naredijo drugi. In če je bil klasični, če so bili prej politiki takšni, da so bili malček nenehno histerizirani, ne, zakaj imam jaz tako podporo, ne, zakaj sem tisto, kar praviš, da sem. Skratka, histerik se sprašuje, kaj drugi jo vidi v meni. Je ta novi politični voditelj drugačen. On ve, da to ima. Ne. V psihoanalizi, kjer nastopajo 3 bazične klinične kategorije, nevrotik, psihotik in perverznež, je to bolj na strani psihotika. Psihotik je tisti, ki nastopa v imenu gotovosti. Je gotov. In tudi v tem pomenu so te voditelji res dobesedno utrgani. Ne? In to je po drugi strani tudi zelo skalkulirano. Če pogledamo Trumpa, Trump pravzaprav igra nenehno na to karto, da nihče ne ve, kaj bo zares storil. Ne? Skratka, da je nepredvidljiv, ima se za velikega pogajalca in tako naprej in tako naprej. Ampak sistem je očitno prišel do te točke, kjer takšne voditelje potrebuje, ker jih ni malo, ker so že praktično povsod modi v Indiji. Vse najmočnejše države na svetu imajo zdaj avtoritarne voditelje. Samo tisto, kar se mi zdi en izmed velikih problemov je, in to imajo recimo velik problem ameriški demokrati, pa vsi tisti, ki nastopajo v njihovim ideološkem prostoru, recimo Ann Applebaum je takšna, ne, ker v bistvu vse, ki so nasprotni, vidi samo kot korumpirane, pokvarjene, drugače, skratka, niso za demokracijo. Ne. Mi se bi morali vprašati, kaj je na demokraciji takega, ali pa kaj je na tem sistemu takega, ne, da so enostavno ljudje začeli potrebovati te ljudi, ki seveda ne nastopajo samo v svojem imenu, ampak nastopajo v imenu tega, da bodo zaščitili najšibkejše. Vse to je osnovni catch. Ne. In če vzamemo recimo Trumpa, potem je veliko vprašanje, ki se bo kar kmalu moralo izkazati, čemu bo dal prednost. Ne. Zdaj se zaenkrat še ni čisto izjasnilo, ali bo zaščitil malega delovnega človeka, ampak vse to, kar počne na področju davčne politike, ne carin, davčne politike in vsega ostalega, je pravzaprav zaščita velikega finančnega kapitala. Da ne govorim, da je pravzaprav spokesman za te velike firme, kot so velikih 5, ne, od Amazona naprej, ki pravzaprav se izogibajo plačilu davka. Skratka, mislim, da je Adorno v nekem predavanju leta 1967, ki ga imamo tudi v slovenščini, o desničarskem ekstremizmu ali nekaj podobnega, zdaj sem malo pomešal, mislim, sta 2. Je rekel tako, zakaj danes govorimo o fašizmu? Zato, ker so pogoji, ki omogočajo fašizem, še vedno tu. In prej, ko sem omenil Foglovo analizo kapitala in resentimenta, sem pravzaprav meril na isto. Se pravi, sam sistem je ustrojen tako, da poraja najprej takšne občutke, kot je resentiment, in potem tako, da pravzaprav potrebujemo trdorokce, da s suspenzom običajnih zakonov ali pa običajnih pravil upeljajo nekaj drugačen red, drugačne vrste red. In če je bil fašizem zgodovinsko gledano vedno zato, da je razbil ne komuniste ali pa socialiste, ampak delovsko organiziranost ali pa delovske sindikate, ne, je tukaj na delu nekaj podobnega. Ne. Zdaj, jaz ne bi debatiral o tem, ali so te novi gospodari fašisti ali ne, ker se mi zdi to zelo kontraproduktivno. Definitivno, mogoče lahko tudi kasneje razpravljamo o tem, ampak ni ravno produktivno, definitivno pa zame Trump še ni fašist.
To, kar pa zdaj počne s tem, ko to ameriško vojsko pošilja v ameriška mesta, vodi postopno res do pravega klasičnega fašizma, kot ga poznamo. Še čisto zadnje vprašanje z moje strani, preden vam prepustim. Še kakšno vprašanje? V bistvu si me napeljal k njemu, da tako rečem, k temu vprašanju. Kako prekiniti ali izničiti čase nočne more? Je to v naši moči oziroma sploh lahko iznajdemo neko novo prihodnost? Definitivno, če ne sploh knjige, ne bi šel pisati. Mislim, definitivno je en izmed prevladujočih občutkov danes občutek nemoči, ampak velik problem, ki ga sam vidim pri tem scenariju noč oziroma tem zatekanju v ta scenarij nočne more, ko se pravzaprav povlečemo nazaj, se naredimo za žrtve okoliščin, je pravzaprav, da nam da še prevelik alibi za to, da ne delujemo. Meni se zdi, nočna mora ni katastrofizem, ni apokaliptično dojemanje sveta, ampak na nek način tukaj zadaj je še zmeraj tli neko upanje, sej bodo stvari šle nazaj v normalo. Same od sebe se bodo na nek način vrnile v normalo. In tukaj vidim največji problem, ker kot v knjigi pišem, recimo nočna mora sili k prebojenju, prebojenje pa je dveh vrst. Eno je pač prebojenje v realno, tisto, kar nas v sanjah, realno v lakanovskem pomenu, kar nam v sanjah nastopa kot travme, kot nekaj grozljivega, kar nam konec koncev, kar nas sili v to, da nehamo sanjati nočno moro. Eno pa je lažno, ideološko prebojenje. In America Great Again ali pa Deutschland Erwache, to so pravzaprav Nemčija zbudi se, to so pravzaprav gesla, ki kličejo po ideološkemu prebojenju. In sam vidim stvari problematične natanko toliko, kolikor nam nočna mora nudi nek alibi, da ne delujemo, oziroma da ne delujemo seveda politično v nekem smislu. Zdaj, problem je, da tukaj gre za neke stvari, ki so dolgoročne, ki bodo trajale. Eden izmed stvari, ki jih prej nisem izpostavil, recimo je bila teorija kapitalizma kot svetovnega sistema, Wallenstein pa Rigi, recimo, ki svoje poglede temeljita na ciklih in že zdavnej, že pri četrt stoletja, recimo je Wallenstein v Zaton ameriške moči, ki je šlo tudi v slovenščini, napovedal, da po njunih ocenah enostavno je nek cikl, ki se je začel z odkritjem Amerike in tako naprej, pri koncu. In da pač nekje v sredini 21. stoletja ne bi se nek nov cikl od teh štirih, ki so bili pač prvotno dženovski, pa holandski, pa angleški, pa ameriški, da ne bi se vzpostavil. Zdaj, temeljna težava, ki se je tudi Wallenstein sam zahteva, je ta metapozicija, to zrenje na samega sebe, v smislu, počakamo, da se vzpostavi ta nov cikl in tako naprej. Wallenstein se zelo dobro zaveda, da je vse to odvisno tudi od nas samih. Mi nismo zdaj kar izpostavljeni temu, kar se bo tako ali tako zgodilo. Ker naša dejanja, delovanja, mišljenje in tako naprej vpliva na to, kaj se bo zgodilo. Zdaj, ko bomo dovolj brezupni, ko bomo res stisnjeni ob steno, bomo zagotovo pač tudi prisiljeni delovati. In takrat nas čakajo kar veliki izzivi. Jaz bi s tem končal. Hvala, Peter.